V Levici smo že večkrat poudarili, da je gospa Aleksandra Pivec s svojimi dejanji in svojim obnašanjem pravzaprav simptom vsega, kar je narobe s to vlado, s vlado Janeza Janše. Je simptom odtujenosti političnih elit od ljudi, simptom postavljanja lastnih interesov pred interese skupnosti. Je simptom politike, ki svojo korupcijo in slopo oblasti brani z vsemi sredstvi. Stališče gospe Pivec ob vseh aferah, ki jih je sama proizvedla v zadnjega pol leta, so sežeta v stavku: to mi pripada, ker sem političarka, ker sem ministrica, ker sem del elite. Vse norme, vsak zakon in, če želite, tudi dober okus so nekaj, čemur so po mnenju elite zavezani zgolj navadni ljudje. Ljudje, ki trdo delajo tudi po več služb, zato da povežejo začetek in konec meseca, upokojenci, katerih velik del živi v revščini, ki morajo paziti celo na to, kaj bodo dali na krožnik. Če želite, tudi številni samozaposleni, ki morajo delati in se trudijo delati in iz svojega dela tudi plačujejo vse prispevke in davke. Ogromno ljudi v tej državi si dopustov ali izletov sploh privoščiti ne more. Cel kup pa je takih, ki se mora marsičemu odreči, da bi oddih ali pa poletne očitnice omogočili vsaj svojim otrokom. Na drugi strani pa imate nekoga, ki na račun in pod pretvezo svojega položaja izkorišča javna sredstva in vse, kar sem prej naštel, zase in za svoje bližnje zagotovi brezplačno. In je v branjenju tega občutka pripravljen niti v absurde, v zanikanja, prikrivanja, celo popravljanja in potvarjanja računov. Za ubraniti svoj izkrivljen pogled pripadnik elite zavaja in spreminja zgodbe, laže, manipulira. Zakaj? Ker ima občutek, da mu pripada in je pripravljen narediti vse, da ostane na položaju. Na prvi pogled se zdi nerazumljivo, da je nekdo na ministrskem položaju za nekaj 100 evrov pripravljen tvegati svojo javno podobo in javno podobo svoje stranke. Ampak tako je, če imaš občutek, da ti vse pripada. Gotovo je vse te zgodbe okoli ministrice Pivec najbolj očitna, največja korupcijska in tudi najbolj nedopustna zgodba glede afere SRIPT. Afere, v kateri naj bi ministrica Pivec za nič dela prejela 35.000 evrov. To je 3 leta minimalnih plač. Ministrica vse to vidi kot podtikanja, kot diskreditacijo in kot osebni napad. Tako je, če meniš, da ti nekaj pripada. Skratka, za vse morajo veljati zakoni, samo za elite ne. Ta vlada je na nek način slaba karikatura Marije Antoanete. Današnja razprava o razrešitvi ministrice mora zato pravzaprav biti razprava o koruptivnosti in neobstoječi integriteti celotne vlade. Premijer Janša je med vrsticami predloga za razrešitev zelo jasno priznal, da nima težav z ministričinim dejanjem. Ministrico razrešuje zaradi Desusa, ne zaradi ministričinih koruptivnih dejanj. Seveda, kako bi imel težavo s tem, če pa je to modus operandi njegove vlade? Ministrica Pivec ni prva, ki se je znašla v takšnih aferah. S to vlado smo vsak teden priča novim in novim škandalom takega tipa. Začenši z ministrom za gospodarstvo. Koruptivni posli pri nabavi zaščitne opreme v vrhuncu prvega vala epidemije, hišne preiskave, obtožnice, kaj se zgodi? Nič. Minister ima popolno zaupanje in podporo tako predsednika vlade kot celotne koalicije. Drugi skrajni primer pa je minister Hojs. Svojim vsakodnevnim delovanjem praktično prekoračuje svoje pooblastila, izvaja pritiske na organe pregona, s premeščanji disciplinira neodvisne kadre v policiji, izdaja navodila za revizijo postopkov in kar je podobnega. Gre za ministra, ki je javno nepreklicno odstopil, ker ni mogel bolj vplivati na delo policije, kot si je želel. A tega odstopa predsednik vlade preprosto ni sprejel, ni upošteval, s čimer še zdaj krši tako ustavo kot zakone. Kako bi predsednik vlade imel kakšno težavo z Aleksandro Pivec, če pa je njegov odsev? Kar utelešajo vsi Hojsi, Počivalški, Mahnični, Kanglerji in nesojeni Popoviči, je duhovno in miselno stanje te vlade. S to vlado se dejansko soočamo z in ugotavljamo prave razsežnosti pomena besede elita. V Levici zato jemljemo današnjo razpravo kot razpravo o delu celotne vlade. Klika, ki je trenutno na oblasti, lahko za prihodnost Slovenije zagotovi le najtemnejše scenarije. Po pol leta je še bolj jasno, na kar smo v Levici opozarjali že o potrjevanju kandidata za predsednika vlade.
Janez Janša dela vse, kar je v njegovi moči, da si na legalen ali nelegalen način podredi vse družbene podsisteme, začenši z organi pregona, pravosodjem, nadzornimi institucijami in mediji. Želi si podrediti in upravljati celotno državno premoženje. In ob tem, ko to v ozadju počne, dela vse, da bi javnost svojo retoriko čim bolj razburil in razburkal, ko z največjo mero cinizma napada vse po vrsti. Od novinarjev, kulturnikov do civilne družbe, skratka vse, ki mislijo drugače kot on. Zato današnjo razpravo jemljemo in moramo jemati kot razpravo o janšizmu. O politični doktrini, ki demokracijo menja z vladavino ene stranke, ki meritokracijo menja z načelom samo da je naš in ki javni interes menja s polnjenjem lastnih žepov. V Levici bomo seveda glasovali za razrešitev ministrice Pivec in še naprej delali vse, kar se da se razreši in odpravi tudi janšizem.